Živijo vsem in dobrodošli v novem švedskem vlogu. Tudi tukaj na Švedskem se je končno začela pomlad, sicer nas vsake toliko še vedno preseneti sneg, tudi v tokratnem vlogu, ampak kljub temu je že kar toplo, to sicer pomeni okrog 5 stopinj, kar je za Švedsko že ful toplo, veliko pa je tudi sončnih dni, tako da zelo uživamo. Poleg vseh ptičkov nas vsak dan pride obiskat tudi veverca Štefka, ki zelo rada malca sončnična semena in jo je res ful lepo opazovati. Čeprav sem imela veliko drugega dela, pa sva se letos lotila enega zelo zanimivega projekta. Nabrala sva namreč brezov sok. No, če nam je uspel, boste videli v nadaljevanju. Ogledate si pa lahko tudi, kako smo preživeli veliko noč oziroma kako se praznuje na Švedskem in kako izgledajo naši izleti in pikniki, za katere še danes ne moramo verjeti, da so nekaj čist normalnega in del našega vsakdana. A imaš vse? Po mojem imam, nisem ziher, bomo videli, ko bomo začeli delati, ampak upam, da je vse. Brezov sok se drugače zbira ali nabira, ali kakorkoli se temu že reče, pomladi, ko začne breza vleči vodo iz zemlje. Tako da so se odločila, da probava to pomlad, pa da vidva, če bova kaj uspela nabrati. Pa sploh upava, da nama bo dober. Najprej morava iz vejce, sva kar tle od te bukve vzela en kos veje, tako da morava narediti en tak otorček, v bistvu en tak žleb, da potem, ko bova zvrtala not, da bo lahko potem tekel noter v flašo. Lahko uporabiš tudi plastična cev, midva nisva niti dobila toliko majhne, pa tudi v resnici, če se da z vejco narediti, pa vsa kasneje videla, da se da, nama je dejansko bolj všeč, kakor se z ono plastiko zafrkavati. Ko prideš do sredine veje, do sredine debeline, se lepo vidi tle, kaj je tako bolj mehko, kjer tudi veja se napaja. Tako da to moramo zdaj malo izdolbiti, da bo tak žlebek, da bo pa lahko potem lepo kapljala. Sva se pa odločila tole delati kar na domači parceli. To je ta del, ki sva ga v prejšnjem vlogu spucala. In bova iz tele breze to uspela, upam, da uspela nabrati. Načeloma to drugače drevesu nič ne škodi, če potem luknjo na koncu zatesniš, ampak ja, midva imava to brezo itak namen podreti, tako da bova še malo užila njene sadove, preden se bo poslovila. Čakaj, koliko mora biti to sploh globoko v bistvu? Mislim, da 3-4 centi. Ok, pa še kar treba. Lejka že teče. Res, hudo. Pa ne malo. No, zdaj pa da vidva, če bo deloval ta žleb. Ja. Vsak cajt bo kapljati začel. Evo. Carsko. To pa kar konkretno kaplja. To bo pa nabrala midva. Jaz sem ne smela ga gor zaviti. Malo previsok kamen spodaj. Evo, se gre. A gre? Ja. Samo se njo moral še malo fiksirati, ker to, ko se bo natočil, bo... Ja. Takole. Taman. Evo, to pa bo. Ja, misliš, da se bo že kaj nabralo do popoldneva? Pa ne vem, po moje se bo. Zdaj je že neki. Mogoče 1:02. Hudo. Pa je par minut komi, tako da še par minut ne. Tako da po moje bo kar hiter to. Mogla dosti sproti prazniti. Moral edin dobro pretrditi, da se nama ne bo vmes podrla. Nič, gremo na izlet, pa bomo videli, če bo popoldne že kaj.
No pa da vidimo, koliko se je nabrali zdajle v parih urah. Nekega pa je. Hudo. Ali bova še počakala, da se nafila, ampak kar zelo dobro nam gre. No in spet smo se zbudili v zelo sneženo jutro, Šnofka je zelo navdušena. Midva malo manj, ampak se tudi kaj zelo ne pritožujeva, ker je lepo. Tako da ja, moramo iti preveriti zdaj, kakšna je situacija z našim brezovim sokom. Upava, da se je res kaj nateklo. Čeprav je kar čuden tole pobirati v snegu. A se je kaj nabral? Pa kar zamrznil. Ja, in noter v plašč je zamrznen. In tudi gor na tem žlebu je tukaj. Ker zamrznena kapljica stoji, pa tudi je čista, žlebček je čist trd noter. Svašta. Ja, treba počakati, da se odtaja tole. Sicer mislim, da ne bi bilo dobra taka nihanja, mislim, da ne bi takrat največ drevona producirali, kadar je pa noč minus, čez dan pa plus. Ja, drugače, ko sva to zavrtala, je takoj ful začel teči, tako da se je tokle do sem se je nafilal v bistvu v po moje 3 urah, še manj, malo manj je bilo takrat, no, kakor to, ampak se je res ful hiter nafilal, pa se je pa kar nekako počasnile, bolj počas začel kapljati, ampak to naj bi bilo dokaj normalno, ker je v bistvu od noter v drevesu kaj en tlak, mal je nad tlak v bistvu, in potem, ko zavrtaš, to se ven pritisne, kakor da bi eno plastenko gazirano odprl, pa se pa pač počasi upočasni, pa začne počasi teči. Ampak ja, lahko pa tudi se drevo samo zapre, to se tudi lahko zgodi, ker pač se brani pred infekcijami in pred takimi zadevami in začne se tukaj zapirati noter, tako da v takem primeru moraš pol drugo luknjo zvrtati. Tako da bova videla, ampak zdajle definitivno ne teče, zato ker je vse skupaj zamrznili in je zato zaprl. Ampak ja, naj bila pa, kakor sem rekel, dobra ta nihanja, takrat naj je bilo najboljš, ker je enkrat konstantno plus, se pravi, da tudi po noč ni rahlega minusa, takrat se pol počasi upočasni in neha in tudi takrat pol listi poženejo in to je znak, da je treba končati s tem. In v bistvu to, če ne opaziš tega, če si dovolj slep, da ne opaziš, da so listi začeli poganjati, se tudi na tem soku vidi, ker je tak moten postane, pa malo bolj taka rjavkast, ni več tak bister, kakor taka je zdaj res kot čista voda. Tako da zamudili še nismo, moramo pa počakati, da se odtaja. Je pa danes med drugim tudi velika noč. Ne zgleda sicer glede na to, da je sneg, ampak je. Tako da je že april. Midva je sicer v verskem načinu oziroma verskem pomenu besede ne praznujeva. Je pa švedska tradicija, da pred hišo postavijo obesijo taka peresa, ali na grmičke, ali pa dajo v posodo zemljo, pa not zapičijo palčke, pa pol gor peresa. In je tako zelo barvito, tako da sva se odločila tudi midva to letos narediti, ker zelo lepo izgleda. Ampak zdaj izgleda malo čuden, ker je sneg zapadel. Pred 2 dnevi je bilo čisto pomladno, ko sva to obešala in je bilo ful lepo. Tako da ja, čakamo, da se spet otopli in da bo spet lepo pomladno. Preko zime in zdaj tu čez pomladi pa tudi ptičke hranimo. Zdajle imamo sicer zelo prazno, zdajle moramo nafilati tiste kugle mastne. Tukaj pa še imajo nekaj sončničnih semen in drugih mešanca nekih semen. Zdajle je pa še naš udomačen ptiček, tak pasji. Ona pa skozi pride takole, to, kar ptički dol zmeče, ona vse spuca in vse poje. Tako da v bistvu zjutraj, ko gremo ven, ona namesto, da bi šla lulat pa svoje zadeve opraviti, gre najprej pojesti vse, kar so ptički vrgli. V resnici samo skrbi, da ni umazan, zelo je pridna. Ja. Včeraj nam je malo minus nagajal, pa nizke temperature, tako da je vse skupaj zamrznilo.
Danes pa toliko snega, da se flaše sploh ne vidi. Mislim, da aprila midva še nisva doživela toliko sneženega vremena. Tole je flaša. Ampak nisem ziher, da je zamrznen. Čeprav mislim, da je po noči bilo nekaj minusa, ampak je zdajle glih malo nad nulo. Mislim pa, da tudi nič ne teče. To je ta sneg vse zaprl. Upava, da bo kmalu boljš. Če ne, se tole ne bo nikoli nafilal. Sicer imava rada sneg in res imava rada zimo, ampak ja, mogoče je zdajle že malo pozen za zimo. Začela so že urejati vrt, pa se je vse skupaj čisto ustavilo, tako da vse nama je ful lepo pa ful dober, pa tudi ful je fajn biti noter na kavču pa gledati, kako zunaj sneži, pa je vse ful lepo. Ampak ja, naj pa čaka tudi veliko dela, s katerim bi rada čim prej nadaljevala. Tako da malo tudi upava, da bo kmalu ta prava pomlad, pa da bomo lahko orenk začeli delati zunaj. Ptički so se pa tudi skrili v tem snegu. Telih kugelce je že čisto zmanjkalo, ampak hrane je pa še nekaj. Sam so zgleda, kar rajš noter šli. Šnofka pa uživa. Kako zgleda? Nekaj se je nabral, sam teče ne. Ja. Zdaj pa ne vem, 3 dni, po 3 dneh je končno prišla pomlad in je nehal snežiti, ampak tole je čisto trdo, po mojem, to še zmeraj zamrznen. Ja, možno, da je noter še. Bomo videli. Kako bo jutri, se zdaj bo lepo. Pa toplo. Ne vem, ali probava ven potegniti pa še enkrat. Po lomu se bo čugal ven, ker je toliko netesno noter dan, po mojem. Ne vem. Ampak jaz bi tole spila, ker me že ful matra, kakšnega okusa je sploh. Ja, no. Pa probiva, ne? Sem ful je pretrjeno, morava zdaj to. A bova pol nazaj dala? Ja. Ok, dobro, pa dejva. Sam zapomnim si, kako je bilo. Ja, se bo treba na novo. Ali pa če sam tako pustiš, pa sam vam potegneš. Ja, probam. Ja. Kar probam, lahko. No, dej. Vonja nima. Ne vem. Zelo tako vodeno je, v bistvu je kaj na vodem. Zelo malo ima nekega okusa zraven. Ja, ampak to je čudežna voda, si pozabil, to zdravi, čisto vse, kar lahko zdravi. Vse je malo je taka sladkasta, sem pričakoval ful bolj sladkasto. Probaj. Da vidim. Je pa res čist bistra. Ja, nismo še zamudila. In? Razen tega, da sta not 2 muhi, ki jih na srečo nisem pojedla. Je drugače res vodeno, ampak zanimivega okusa. Meni Ja. slabo. Saj ni za nič, saj ne more biti za nič, ko ima toliko medov okus. Ja. Bova popila, pa pol naštimala še enkrat. Bova popila, pa pol bova zdrava do smrti. Ne vem, če se vidi, ampak tlele so te muhice. 2 muhice pa 1 komar. Pa 1 muhica še miga. To so samo dodatne beljakovine. Samo zdravje. No, a boš popila? Ja ne, no moram jih nekako ven dobiti prej. Ja, čez zobe prefiltriri. No, dajmo nazaj naštimati ta čudež narave. Ja, upam, da bo še kaj dala. Bomo videli. Ja, fajn bi bilo. Sem res upam, da ni se zatesnila ta luknja. Ne, se je še votla, sem nekaj nehala. Malo je mokra ta. Malo je mokra ta vejica, ampak ne vem, bomo videli. Še dobro, da imamo to kamnov na parceli. Evo, naštimanje, zdaj bomo pa videli. Držimo pesti, da bo še kaj.
Je pa zdaj po tem 3-dnevnem sneženem metežu skoraj končno prišla pomlad. Danes mislim, da je enih 7 stopinj, kar pomeni, da se je na Švedskem uradno začela sezona spet sušenja perila zunaj. Tako da sva kar zadovoljna. A se je kaj nabral? Nekaj malo pa se je. A res? Ampak čist malo. Sem mislil, se ni nič. Ja, tudi jaz. Ja, pa res čist malo se je. Po moje se na kameri sploh ne vidi. A teče pol še kaj? Ja, dejansko danes teče. Ali se kapeljica dela. Zdaj bo padla. Ja. Evo. Ja, ne vem. Ok. Malo še teče, čeprav ne vem. Po moje se ful zafilala ta luknja, zdaj, ko je bilo mrzlo. Ja, pa možno tudi, da se drevo zaščiti pred infekcijami. Pa se sam zafila, čeprav zdaj izgleda, da nekaj teče. Ja, ne vem. A če vas še malo pustiti, ali ne? Dej, gremo na sprehod, pa bova videla, če bo kaj več. Pa ko pridemo nazaj, če se bo kaj nabral, pustiva še kakšen dan, če ne, če bo pa res minimalno, pa posprava. Ja, lej, ko tle teče od tam, ko so na začetku hotla. Res, Sošta. to bi mogla pol zafilati. Ja, Ja, čist je Cel je mastno. mokroja, po moje masno, glih ni, je prav masno. Ne vem. Ne, Ja. ni mastno, ampak tako čudno. Čudno. Zanimivo. Ja, nič. Gremo pol na sprehod, pa bo videla, ko nazaj pridemo. Pa če res ne bo, če bo ful malo, bo kar pospravila, po moje. Ja. Mava dosti drugih stvari letos. Ja, Za ukvarjati se. mogoče drug let več vrtin naredtiva. Ja. No, pa sem tukaj, da pokaževa, kaj pomeni veliko dela. En teden sva se ukvarjala z našim skednom, ki ga tudi imamo. Nisva ga še kaj dosti kazala, ker je bil toliko poln razne krame stare, da v bistvu not nisi mogel stopiti in ga praktično nisem mogla uporabljati. Tako da je bil skrajni čas, da ga spucava. Zelo veliko krame oziroma večino sva zmetala stran, nabasala sva v Škodo in peljala v kontejner. 6 ur sva naredila, tako da približno 6 kubikov smeti. Verjameva, da si ne morete predstavljati, kako je bilo, ampak lahko poveva, da je bilo še veliko huj, kakor izgleda trenutno drugo nadstropje, ki ga še nisva uspela spucati. Bilo je še enkrat toliko krame. Bilo je res toliko zametan, da vam sploh ne morava opisati, na žalost pa tudi pokazati ne, ker sva pozabila posnet, preden sva se lotila dela. Vsega nama sicer še ni uspelo odpeljati, ostale so te res velike stvari, ki jih ne morava dati v navaden kontejner, ampak rabijo iti na smetišče, tako da bova zdaj to počasi vozila v reciklirni center. Šnofka je ready. Kaj šnofke si še zadnje zaplate snega našla? Tukaj se pa cesta konča. Takole gre sem krog okrog. Ne vidi se dobro, moram sem nazaj. Takole. Gre samo okrog, tako da se cesta konča. Pa se pa začne steza skozi gozd. Mislim, da je to nasti en najljubših delov poti tele sploh, ampak tudi nasplošno poti v okolici naše hiše, a ne? Ja, ful je lepo tlele. Res tak lep borov gozd. Napeva.
Evo, ta del gozda je najlepši. Tamle je malo močvirja. Poleg tega je tak res ful lep. Borov gozd za borovnicami po tleh. Še tisti veliki balvani so. Res je užitek tle sprehajati. Vsi trije ful uživamo. Verjetno ste že opazili, da so na Švedskem vsa jezera in reke črne barve. To ne pomeni, da so umazana, v bistvu so zelo čista, ampak ker je toliko gozdov, dež izpira organske materiale, se pravi iglice, liste, mah v vodo, te snovi pa potem obarvajo vodo v temno in rata kot nek naraven čaj. A gremo še do slapu? Ja, ne vem, ali imamo čas, ali se bo prej flaša nafilala. Ja, si ga bomo vzeli. Šnafki bi po moje šla, je že šla na potko, je nazaj dol prišla. Se pejmo, se ni daleč. Evo, se že bližamo našemu slapu, čeprav za slovenske razmere izgleda zelo majhen, pa je tukaj že kar visok oziroma res tista pika na i že tako ful lepi naravi. Poleg temne oziroma črne vode pa lahko marsikdaj na površini opazimo tudi peno. Ta izgleda kar malo čuden oziroma ne preveč čisto, izgleda, kot da so not neke kemikalije. V resnici pa spet gre za čisto organske snovi oziroma humus, ki deluje nekako kot nek naravni detergent, in ko se voda začne mešati z zrakom, se te zadeve začnejo peniti. Tako da brez skrbi, če slučajno to opazite. Evo, zdaj pa še malo uživati k jezeru. Šnafki je že v vodi, očitno je že ekstremno vroče. Se je navadila na nizke švedske temperature. Že vre, juhu. Ful diši, tako sva opazila, da vre, ker je res začel dišati.
Po nekaj urah smo se vrnili domov, ampak tega le se je nabral zelo malo. Tako da mislim, da bo to kar pospravila in zaključila z zbiranjem tega soka za to sezono. Pa bo drugo leto spet probala, bomo videli, mogoče kakšno vrtino več naredila, pa kaj več tega soka nabrala. Za letos bo pa to vse. Tako da je tudi vse za ta vlog, tako da hvala, da ste ga gledali. Po snemanju tega videa sem imela neke druge opravke in sva na flašo pozabila. Nanjo sva se spomnila šele 2 dni kasneje, ko pa je na žalost brezov sok izgledal že kar zelo motno in pokvarjeno, tako da ga žal nisem mogla uporabiti, se pa je flaša čisto do konca nafilala.